gospodje, cenjene kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Dobrodošli ponovno v Arhivu Republike Slovenije na že drugem rednem mesečnem predavanju v letošnjem letu. Med nami pozdravljam našo današnjo predavateljico, dr. Dragico Čeč, sicer sodelavko Znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru in aktualno predsednico Zveze zgodovinskih društev Slovenije. V njenem današnjem predavanju bo posegla veliko dlje v zgodovino, sicer v obdobje novega veka, in nam predstavila dinamiko odnosov med vladarjem, zemljiškim gospodom in pa podložniki, kar je tudi del njenih raziskav, ki so opravljene na koristnem in primarnem arhivskem gradivu. Med nami ponovno pozdravljam naše kolege iz projekta Sistory, ki kot ponavadi tudi tokrat snema naše današnje predavanje. To je bolj opozorilo za kasnejšo razpravo, da boste vedeli, da okoliko boste s to razpravo vključili, boste ovekovečeni tudi na posled. Dragice, lepa hvala za pripravljenost predavati in vsem nam želim veliko. Ja, najprej lepo zdrav tudi z moje strani. Tematika, ki jo bom danes predstavljala, je tematika, ki se vleče skozi moje raziskave tudi na v bistvu drugih področjih, ker pač prošnje in segment komunikacije med statusno neenakimi družbenimi skupinami, v bistvu celoten zgodnji novi vek, pa tudi v 19. stoletju. Nekateri moderni politični zgodovinarji vidijo to sredstvo kot v bistvu začetek ali pravi elementov demokracije, tako da v bistvu v zadnjem času je to en segment, ki je deležen kar široke pozornosti. V zadnjih letih tudi v avstrijskem nemškem prostoru pa še kar nekaj časa. Je to ena tema, do katere se opredeljujejo tako politični zgodovinarji, kot zgodovinarji, ki se ukvarjajo z mikrozgodovino. Mogoče je malce naključje, da sem prišla do tovrstnega vira, ker pač moja tema za doktorat so bile marginalne družbene skupine in tudi pri marginalnih družbenih skupinah tovrstne prošnje igrajo zelo pomembno vlogo in so pogosto edina vrata, skozi katerega vstopamo v njihov svet, kot do določene mere so tudi podložniške prošnje v stoletjih zgodnjega novega veka, pa tudi že poznega srednjega veka. Mogoče najbolj znan motiv nekoga, ki izreka neko prošnjo vladarjev, je vsem nam poznan Hlapec Jernej, ki ga poznamo sicer v drugačnih kontekstih, ampak osnovna zgodba Hlapca Jerneja je, da gre zaradi krivice, ki se mu je zgodila, prositi vladarja, prositi cesarja, da reši njegov problem. Njegov problem je bil povezan z življenjem v njegovi starosti po smrti gospodarja, s katerim je razvil nek neformalni odnos in tudi neko solidarnost. Kot gospodarja ni več, se Hlapec Jernej počuti izigranega in išče svojo pravico na Dunaju. Dunajske oblasti pa se do njega obnašajo tako, kot se obnašajo do vseh beračev v 19. stoletju, zaprejo ga in ga izženejo nazaj v svoj vrstni kraj, v katerem bi bil že od svojih mladosti. Marsikje, se pravi, so bile tovrstne prošnje prezrte, se postajajo, kot sem rekla, v zadnjem času zelo pomemben segment raziskav. V prošnjah se praviloma celotni zgodnji novi vek vedno prosilec naslavlja z ubogim, ponižnim podložnikom, ker se hoče postaviti to podrejeno vlogo tistega, ki prosi, in s to svojo podrejeno vlogo izraža z naslovniku prošnje neko spoštovanje. Namreč, ko smo pred leti videli na enem simpoziju že tovrstne prošnje, ki se ljudje spraševali, zakaj je nekdo ubog, če ima v lasti celotno kmetijo. V tem smislu ubog ne pomeni materialno ubog, ampak pomeni ubog do nekega naslovnika te prošnje. Tudi ta
termin bog ne zaznamuje samo njegovega ekonomskega statusa, ampak zaznamuje tudi neko pomanjkanje pa manjšo stopnjo političnih pravic, ki jih ima v odnosu do tistega, na katerega naslavlja to prošnjo. Prošnje se naslavljajo na vse veje oblasti, tudi na vse stopnje oblasti. Tiste, ki so pa za nas najbolj zanimive, so pa tiste prošnje, ki pridejo do vladarja. In to že, bomo rekli, od začetka 16. stoletja je en od segment, kamor se naslavlja te prošnje, cesarski dvorni svet. Že od konca 15. stoletja naprej pa to cesarsko komorno sodišče. Tisti, ki malce bolj poznate politično zgodovino cesarstva, veste, da v bistvu je bilo to cesarsko dvorno sodišče bolj en politični segment, ki so obvladovali nemške dežele in je ves čas predstavljal neko pozicijo vladarju, medtem ko je bil dvorni svet tisti organ, ki je v bistvu bil neposredno povezan z vladarjem. Tudi zgodovinarji so na začetku menili, da v bistvu šele pozneje, spravi ne na začetku 16. stoletja, ko se ti organi v bistvu zares in dokončno formirajo, da se potem v bistvu na te organe izrekajo te prošnje, ampak zdaj zadnje analize strokovnjakov, ki se ukvarjajo s posameznim obdobjem, kažejo, da v bistvu tudi že v času cesarja Maksimilijana na dvorni svet prišlo zelo veliko prošenj in kar nekaj jih je tudi slovenskega ozemlja. Prošnje praviloma niso datirane in pogostokrat niti ne moramo povsem natančno določiti kraja. Včasih mogoče samo po priimku približno lahko slutimo, da nekaj sodi na naše ozemlje. Tudi datirati jih ni mogoče. Zakaj? Ker ponovadi so te prošnje del nekega drugega dopisa pa neke odločitve vladarja. V teku stoletij so pa v bistvu arhivarji te stvari ločili. V bistvu dostikrat en segment, ki ga imamo v prošnjah, ne vemo več, s katerim delom nekih dokumentov v sami pisarni je povezan. En tak dokument sem tudi jaz uporabljala in to so bile pritožbe verjetno z Iga, zato ker sem našla v dokumentaciji dvorne pisarne en dopis, ki se je ukvarjal z takratnim zaupnikom Iga, to je bil tudi cesarski diplomat, poslanec v Rusijo pred Herdensteinom, to je bil Baumkirchen, bom bolj pa šli do njega, ne imam napisanega, ki je, proti kateremu so se, zaradi sporov, ki jih imel tudi z Vicedom, ker pač tudi Vicedom je imel v Igu določeno posestvo oziroma željo po določenih pravicah, je nekdo zbral zapise o tem, kakšne kazni so plačevali določeni predložniki. Gre za začetek 16. stoletja so priimki še zelo redki, ampak nekaj priimkov, ki je napisanih in niso povezani z upravljanjem neke dejavnosti, bi lahko povezali z prebivalci Iga. Pomagala mi je ena zgodovinarka, ki izhaja iz tega območja in ki tudi delala diplomsko nalogo iz matičnih knjig. Tako da smo mogoče nekaj priimkov, ki so zapisani med temi pritožbami, lahko poveže z Igom, oziroma z gospodstvom Zornik. Se pravi, dokončno bi se ti dvorni organi formirali leta 1559 in takrat je ta cesarski dvorni svet zadolžen, da sprejema in odloča v tovrstnih pritožbah. Ker je cesarski dvorni svet neposredno povezan z vladarjem, postane to tudi organ, na katerega se od srede 16. stoletja pogosteje naslavlja tovrstne prošnje, kot na cesarsko komorno sodišče, ki ima sedež v bistvu tudi drugje. In to pravno sredstvo se ohranja vse do konca cesarstva, se pravi do konca Prve svetovne vojne. Torej, prošnje imajo, bomo rekli, stalno formo, sploh tiste prošnje, ki so na koncu ohranjene v dvornem arhivu. Zakaj? Zato, ker v bistvu z njimi upravljajo uradniki. Uradniki imajo že od
konca, to so našli zdaj v zadnjih letih, dokaz avstrijski zgodovinarji, uradniki imajo že od konca 15. stoletja posebne norme, s katerimi morajo obravnavati te prošnje. Prepovedano je, da prošnjo obravnava samo en in o njej odloča samo en od dvornih svetnikov, morajo od njih odločati kolegialno oziroma lahko od njih neposredno, o njej neposredno odloča vladar. Tudi zgodovinarji, ki se ukvarjajo s prošnjami, trdijo, da gre za zelo staro tradicijo. Trenutno delajo povezave, da gre verjetno za pravno tradicijo, ki je v bistvu vzeta iz prakse papeške države, lahko pa bi bila to pravno sredstvo tudi starejše. In nekaj prošenj, tako smo tudi v bistvu slovenski zgodovinarji prišli najprej do tega gradiva, so že sredi 19. stoletja objavili tako za čas Maksimilijana, kot že za čas vladavine Friderika III. Če gremo še mogoče samo definicijo, kaj je to prošnja, oziroma suplika, oziroma suplica ali suplikacion še v latinščini, lahko kot s tem pravnim sredstvom oziroma s tem, bomo rekli, virom označimo vsako izročitev neke prošnje cesarju ali redkje njegovim svetnikom, kateri posameznik, in še to, vedno, ni omejeno, ni nujno, da prošnjo napiše nekdo z imenom in priimkom, lahko je ta prošnja napisana kolektivno. Take prošnje naslavljajo vladarja tudi mesta, tudi samostani in cehi in podobne kolektivne skupine, lahko tudi skupnost podložnikov. V njej prosi za svojo zasebno zadevo ali izreka tožbo, ampak vedno v tej manjeri ponižnosti, bomo rekli, neke podrejenosti vladarju, neke jasno izražene podrejenosti vladarju. Zakaj? Ker pač vladar kot nosilec oblasti poseda nekaj oblastnih funkcij. Ena od teh je, da jamči za varnost svobodnega premoženja. Vladar je tudi zaščitnik vdov in sirot. Vladar je tudi tista vrhovna, bomo rekli, pravna oseba, ki lahko svojo samico nekoga pomilosti. In v nadaljevanju bom pokazala tudi eno analizo obdobja enega vladarja, in sicer vladarja cesarja Rudolfa, torej kakšni tipi prošenj prihajajo, kakšen je delež znotraj prošenj, celotnega korpusa prošenj in v kakšnem deležu so te prošnje tudi na koncu uspešne. Naslednje vprašanje, ki zajema, ali pa s katerim se ukvarjajo vsi zgodovinarji, ki se ukvarjajo s temi prošnjami. Te prošnje so tako, v bistvu načeloma zaznamo določene elemente, vse teh prošnjah, ki so prišle na dvorne organe, zaznamo neke elemente listin. Se pravi, imamo naracijo, imamo na koncu sankcijo, imamo invokacijo na začetku, ampak generalno nekih splošnih pravil pa ni. In tudi ni nujno, da pač na vsaki prošnji piše, ali kdo je to prošnjo sprejel, niti ali je bila, ne vem, niti ni nujno, da je na njej zaznamek, kaj se je s to prošnjo zgodilo. Nekatere prošnje to imajo, oziroma, ko so delali te raziskave, so v bistvu poskušali spet te prošnje povezati tudi z drugim gradivom in to mi je v enem določenem segmentu teh prošnj uspelo. In v tem segmentu oni potem tudi lahko govorijo, kot so te prošnje vse v prvi fazi uspešne. Včasih pa se je zgodil ta prošnja, da je ali v samem opisu vsebine ali pa v kakšnem zaznamku na zadnji strani tovrstnega dokumenta napisano, da je prišla ta prošnja in kdo jo je obravnaval. Včasih je napisano kakšen od dvornih svetnikov, včasih pa celo napisano, kje je bila ta prošnja izrečena ali pa oddana in tako se vidi, da včasih to vrste prošnje predajajo cesarju na vojaških pohodih ali drugih potovanjih dvora, s pravim cviljaše potuje, tako da je to mogoče. Sledijo s tovrstnimi prošnjami tudi v dvorne rezidence in tak lep primer je ravno
tudi prošnja za našega ozemlja, se pravi prošnja tolminskih podložnikov, za katero vemo, da so tolminski podložniki v času okoli 1515 ne samo sodelovali z Kmečko zvezo na Kranjskem, ampak da so poslali tudi svoje poslanstvo k vladarju. Vladarja so dobili, verjetno so tolminski podložniki dobili vladarje, Grafenar sicer pravi, da so bilo to poslanstvo krajinskih podložnikov. Jaz sem šla gledati spise Maksimilijanove dvorne pisarne za ta čas in v gradivu, ki sem ga našla, nisem našla nič od krajinskih podložnikov, našla sem pa rešitev oziroma vladarjev sklep na pritožbo podložnikov z Goriške, se pravi, označeno je zelo, bomo rekli, splošno, da gre za podložnike prodanih gospodstv na Goriškem in tam Maksimilijan že sam odloči, da pač ne se ugodi pritožbi teh podložnikov v zadevi Tlake, ki je preobsežna za bomo rekli, neke regulative, ki so veljali do takrat in nalaga oblastem v Gorici, da odločajo v zadevi. Se pravi, v bistvu, to je tista končna sankcija, ki jo da vladar, predajo nekemu določenemu organu, ki ne zadevo reši do konca. In v nadaljevanju, ko sem analizirala tak segment prošenj, komu na koga, recimo nek opolnomočenec, vladar opolnomočenec, preda zadevo v odločanje. In imamo v bistvu ravno za čas Maksimilijana, tega sem v bistvu tudi jaz bolj jasno pregledala, v bistvu tudi za recimo leto 1514 je na prošnje, je točno določeno, da je, mislim, pa točno zapisano v tej prošnji, da je oseba šla za vladarjem in mu to prošnjo izročila. Prošnje pa dobivajo tudi posebne komisije, te komisije so imenovanje ad hoc, so ena pravna praksa, ki je zelo pogosta v začetku 16. stoletja. Se pravi, ko pride do nekih prošenj, vladar zelo pogosto imenuje komisije. Te komisije so lahko sestavljene iz nekih, bomo rekli temu, nekih predstavnikov oblasti v neki določeni deželi, v nekem določenem glavarstvu, ali pa je komisija mešana in jo sestavljajo tudi dvorni svetniki oziroma neki drugi, bomo rekli, pooblaščenci vladarja. Da gremo naprej, ne bom predolga, nekaj o tem povedati tudi še kasneje. No, tako komisijo z leta 1514 smo potem gledali kasneje natančno. Zdaj pa kakšni tipi prošenj prihajajo, pa kaj so ohranjeni v rekli, dvornem arhivu. Tista en zelo velik segment predstavljajo pozabitve določenih pravic. Za recimo čas vladavine Rudolfa, carja Rudolfa, je ta segment predstavlja 39% vseh prošenj. Že to bi mogoče povedala zdaj, če prav na enem diapozitivu ali pa bomo rekli slajdu kasneje. V bistvu za ta čas je bilo ohranjenih več kot 7000 prošenj, vendar jih je samo malce več kot 3000 takih, za katere je mogoče določiti, da njihovi prosilci niso plemiškega stanu. Zakaj? Ker so ravno za ta prvi segment, spravi teh 40% vseh prošenj, so prošnje izrazito povezane z plemstvom, ker gre za prošnje za splačilo kupnine, spravi za razne cesarske poslanice, diplomate, za izstavitev potnih listov, ko nekdo potuje v tujino, prošnje za podporo v času bolezni, tukaj gre spet za neke od poslance, neko plemstvo, ki je v službi vladarja, vojake, določene mere duhovščine. Ključni element tega tipa prošenj je, da se vedno v prošnji najde retorična strategija, da upajo, da vladar priznal njihove zasluge v službi, v vladarski službi in jim zato in bo te prošnje vodil. Malce kasneje bomo dala še tabelo, kako uspešne so bile te prošnje, so bile kar precej uspešne. Drugi tip prošenj je prošnja za pridobitev določene časti oziroma za pomilostitev v smislu prejema določenega privilegija. Tukaj gre za prošnje duhovščine,
samostanov, meščanov, pripadnikov določenih etničnih skupin, ki so zelo pogosti ravno Židi, deloma pa tudi kmetje. Gre tudi za neke tipe nekih privilegijev, spravi za cehovske privilegije, za neke notarske privilegije, za neke poslovne privilegije, za zdravniška dovoljenja in podobno. Ne vem, tiskarska, za upravljanje določene dejavnosti, tudi zadeve povezane z dedovanjem so v tej skupini. Tretji tip je pa to tisti klasični tip obračanja na najvišjo oblast, pravi, ko nek vladar reševal neke spore, neke probleme, ki se morajo sicer reševati na neki drugi stopni, ampak se temu prosilcu zdi, da je pri tem postopku doživel neko krivico ali nepravičnost. Sploh nepravičnost je tipična beseda, ki se pojavlja v tovrstnih prošnjah, ali pa postopki potekajo prepočasi. Tisto stvar, katero vsi najprej pomislimo, mogoče smo že kdaj prebrali v kakšni tuji literaturi, je ta klasična vloga vladarja tistega, ki lahko pomilosti nekoga, ki je že obsojen na neko določeno kazen, ampak takih primerov potem v deležu je zelo malo. Pogosto gre za to, da se na vladarja obračajo v nekih civilnopravnih zadevah, kjer bodisi niso upoštevali, po njihovem mnenju upoštevali vseh okoliščin, bodisi so izrekli sodbo, ki je nepravična. Mogoče pa celo, in to je sploh značilno za ta čas začetka 16. stoletja, sodnega postopka sploh niso sprožili. In to so stvari, v katerih vladar pogosto odloča in pogosto zahteva neke podrejene oblasti, da ta postopek sproži. Kar ni nikoli garancija, da se ne bo v bistvu postopek odvil ponovno na način, da v bistvu ta prosilec z njim ne bo zadovoljen. Poseben primer znotraj tega tipa prošenj so seveda prošnje podložnikov, ki se pojavljajo praktično pri vseh večjih in manjših konfliktih, ki slej ko prej prerastejo v upor. No, zdaj, če še pokažem to analizo, ki so naredili v Avstriji za čas vladanja cesarja Rudolfa II. V bistvu evidentirali so 7800 prošenj, ampak v analizo so vzeli samo 1800. Zakaj? Zato, v bistvu samo za 1800 teh prošenj so lahko našli gradivo, ki je bilo povezano z njihovim reševanjem. Pri tem ne gre za 1800 primerov je manj, ampak nekateri primeri imajo več prošenj. Se pravi, kot sem že prej omenila, cesarske službe, se pravi, ta prvi tip prošenj, učinek prošnje je bil v 90% uspešen. Torej, drugi segment, konfliktna situacija v odnosu do oblasti, to so vse te, bomo rekli, vsi ti sodni in drugi postopki. Tudi tukaj je bil učinek prošnje 90%, se pravi, v teh primerih je vladar pogosto izrekel nek sklep, ampak v bistvu je to s tem šele začel nek postopek, ki ni nujno, da se je na koncu odvil v prid prosilca. Če damo en segment prošenj, kot da pokrivajo določene ekonomske zahteve, tudi tako je bilo v tem segmentu prošenj 39%, je bil učinek prošnje že manjši. Vladar je v bistvu sprožil nek postopek ali dal nek končen sklep samo, ali pa v bistvu v njega pooblaščen vodni svet samo v 70%. Ko je šlo za kazenski pregon, je bilo takih prošenj samo 16%, učinek pa ni bil tako slab, ali 50%. Zdaj, eno stvar, ki bi še mogoče opozorila, je zelo značilna še za začetek 16. stoletja, to povezana v bistvu z dogodki, ki se odvijajo na slovenskem ozemlju. En zelo pomemben segment, ki se ga pa tudi v bistvu na katerega se šele v zadnjem času opozarja pri recimo uporih, je, da v bistvu upor en delikt, ki je v pristojnosti vladarja. V pristojnosti vladarja že od srednjega veka naprej in v bistvu je
določen konflikt označen že, da se upor šele v trenutku, ko ga za takega prizna vladar. In vladar je tudi tisti, ki se odloči, kakšno kazen bo dal tistim, ki so potem v takem uporu sodelovali. In ravno za upor 1515 je značilno, da uporniki, razen glavnih upornikov, dobijo neko določeno cesarsko varno zaščito, ki jo lahko izda tudi v drugih kazenskih deliktih. Zlasti pogoste, v tem 16%, so prošnje, kjer ne bi dobil storilec neko zaščito v primeru umora, ubojev oziroma zakonoloma. Spravi, da v bistvu, včasih je to samo prošnja, da v bistvu lahko sodeluje v kazenskem procesu, da ga ne preganjajo. V bistvu, te 16. začetek 17. stoletja je še, v bistvu se neka, bomo rekli, normirano kazensko pravo še uveljavlja in so v bistvu možni tudi drugačni mehanizmi. Storilci se bojijo in zato prosijo za neko zaščito. Tako zaščito so dobili tudi uporniki v uporu 1515, ampak se jih lokalni zemljiški gospodje niso držali. In če tudi je nekdo dobil dovoljenje, da se vrne na svojo kmetijo in njeni gospodari, je lahko zemljiški gospod se odločil, da mu bo kmetijo vzel in ga pregnal iz gospodstva. Kar nekaj takih primerov je znano iz tolminskega gospodstva, ko imamo te stvari zelo natančno zapisane, verjetno se pa podobno dogajalo tudi v drugih gospodstvih. Še tisto mogoče na koncu, poskušali so tisti zgodovinari, ki so se ukvarjali, ker to je bil velik projekt zadaj, poleg te evidence, prošenj cesarja Rudolfa II. So poskušali pač narediti neke detekcije tudi v času vladavine drugih cesarjev v 16. in začetku 17. stoletja. Poskušali smo narediti tudi tako časovno blok do leta 1800 in neke take zelo grobe ocene so, da je recimo okrog 17% vseh prošenj so zapisale ženske, ker ženske so imele, mislim, to je jasno videti iz tega gradiva, so bile pravno sposobne, vendar pa je celotna družba vendar je urejala taka razmera, da so se te ženske bolj omejile na vdove, ki so v bistvu zahtevali neke pravice po svojih umrlih možeh ali pa neke pravice za svoje otroke. Zelo pogosto so tudi prosijo za pravice, ki jih imajo v bistvu sirote po njihovem umrlem možu. 9,6% je bilo meščansk. Kar je zanimivo, in to je že povezano z to sankcijo iz konca 15. stoletja, zelo so se bali, da bo prišlo do lobiranja pri dvornih organih, pri posameznih osebah. Zato je tudi prepovedano, da pač o zadevi odloča samo en posameznik. Ampak vendar je tudi tega so se lotili raziskovalci, uspeli so samo v 3% neposredno pokazati, da je bil prosilec v nekem sorodstvenem razmerju z določenim, bomo rekli, dvornim svetnikom. Ampak, če beremo recimo kakšne spomine, pisma iz poznejših obdobij, recimo z 18. stoletja imamo kar nekaj tovrstne korespondence, je plemstvo v celotnem cesarstvu točno vedelo, na katere dvorne uradnike se morajo obrniti, da bodo njihove prošnje dosegle nek učinek pri vladarju. Recimo Rajger svet, pa tisto gradivo, ki ga imamo mi shranjenega tukaj v tej inštituciji, v arhivu Republike Slovenije, ga imate shranjenega, Rajger svet je točno vedel, koga se mora obrniti na dvoru, da bo njegova prošnja uspešno rešena. No, tudi s socialnim statusom prosilcev so se ukvarjali. Zanimivo je, te prošnje, ki pridejo do vladarja, so zelo redko povezane z kmečkim delom podložnikov, samo 3% takih, 20% recimo obrtnikov in tudi so še nekatere drugi socialni statusi. Poleg spravi tistega velikega segmenta, ki se ga omenila že na začetku plemstva. No, tukaj je ena prošnja
iz časa Maksimiljana, jaz bi rekla, da verjetno slovenskega ozemlja, čeprav tega smo spregledali, ko smo recimo gledali leta 1515. Vidite, v bistvu verjetno gre za prepis, ker je napisano na takem, sam slog pisave je tak, kot je vsa druga korespondenca v, bomo rekli, korespondenci zbornih organov Maksimiljana. Gre pa verjetno za gospodstvo Gotnik in gre verjetno za potrošnika iz vsi klana. Tale je pa druga prošnja, vidite, da ni forma ni nikoli enaka in tudi v bistvu vidi se, da pišejo različni pisarji na dvoru. Je pa prošnja, ki pa je znana, ki so jo že v zborniku, ki je prej prikazan, poznali, so ga tudi transkribirana. Gre za prošnjo, v kateri se Peter Šuster pritožuje proti Gašperju Lambergerju, ki ga vsi poznamo tudi zaradi tesnih povezav z vladarjem oziroma cesarjem Maksimilijanom. Razmere na začetku 16. stoletja so bile, bomo rekli, vsaj kot so jih predstavljali deželni stanovi, ne samo na Kranjskem, tudi na Štajerskem in Koroškem, zelo hude. Dala sem za naslov tega slajda Grad gori. Tistih informacijah, ki dobiva vladar, govorijo o deželnih stanovih, da so razmere nemogoče, da podložniki napadajo gradove, ubijajo plemiče oziroma njihove sorodnike. Hočejo predvsem ta upor tako hud, kot je bil recimo upor na Ogrskem in en upor, ki je v bistvu zelo zaznamoval samo cesarstvo, ker Ogrska takrat še samostojna politična entiteta. Šele leta 1515 se z pogodbo in dvojno poroko v bistvu združita, bomo rekli, družina Maksimiljana in družina Ogrskega kralja, pri čemer Maksimilijan zelo zadobi Ogrsko, ker v bistvu dediči Ogrske krone umrejo že v 20 letih. Tisti, in v bistvu da pa naši krajinski deželni stanovi vendarle uporabijo kot tak argument, pogledajte, razmere pri nas so take kot na Ogrskem. Tisti uporki pa v bistvu so tudi spravljene stališča bolj uporabljajo, pa je upor leta 1514 v nemških deželah, ki se konča znamenito pogodbo iz Tübingena, v kateri prvič zahtevajo, da se upornike, da dobijo glavno vode upornikov smrtno kazen, da se uniči njihovo premoženje. In še en zanimiv segment tega upora, ki je zelo povezan tudi z dogajanjem v bistvu v deželah, ki so bolj neposredno del cesarske posesti, da ima ta upor eno tako zanimivo dinamiko, sproži ga dejstvo, da nemški deželni knez ne skliče deželnih stanov in se v bistvu deželni stanovi povežejo z podložniki in podložnikom obljubijo, da pač lahko svoje pritožbe v obliki prošenj naslovijo na deželnega kneza. Vmes pa se deželni stanovi, deželni knez pobodijo, deželni knez skliče deželne stanove in podložnike pustijo na cedilu, ne upoštevajo nobeno prošenj. Napisanih je pa in cel korpus prošenj, kar sem zaznala iz razprav, ki so bile narejene v obletnici tega upora, v enem delu še vedno obstajajo, so se ohranile, tako kot se ohranil del pritožb pri nas. No in takrat v bistvu v teh pritožbah v Tübingenu sploh ne odločijo, sklenejo to pogodbo, spravi deželni knez, deželni stanovi, v kateri povedo vsako odpiranje, v kateri zahtevajo rigorozni kazni za upornike in to praksa. To je v bistvu ena meni tudi prelomna točka, tudi v uporih v tem nemškem delu cesarstva v obravnavanju samih nemških uporov. In
Ja, zaznajo tudi v bistvu, ta upor je poznan tudi zato, ker v bistvu potem naredijo propagande, to je že čas intenzivne propagande. Tisk je že toliko razvit, da se v bistvu to vrstne informacije natisne pod letake, in to je tak velik letak, ki so ga verjetno, ni ohranjen samo v dvornih arhivih, verjetno so ga dobili tudi posamezni deželni stanovi, sploh taki deželni stanovi kot so Kranjski, v katerih je kar nekaj plemstva, ki je neposredno povezano z vladarjem, sodeluje v, recimo, odposlanstvih. Kar en del teh zakupnikov zemljiških gospodstv na Kranjskem, ki so v nekih konfliktih s podložniki, so na nek način povezani z vladarjem, recimo sodelujejo ravno v teh pogajanjih za to dvojno poroko leta 1515. Mogoče sem še to na koncu, sem nekaj treba povedati, ker še vedno se dostikrat bere, da pač Tolminskem pa ni bilo opora leta 1515. Malce pa je bila ta trditev povezana s tem, da zelo dolgo se ni poznala gradiva, ki je povezano s samim Tolminom, da se ni tudi v bistvu spraševalo o tem, kaj v pravnem smislu sploh pomeni upor, dosti tudi veliko časa se je definiralo upor zgolj kot uporabo nekega nasilja proti nekemu zemljiškemu gospodu, oziroma formiranju v neke skupine, ki so bile podobne vojaškim informacijam. Vojaške informacije so pa vedno bile, v tem času so bile že privilegiji vladarja. Ampak več segmentov kaže na to, da v bistvu so bili tolminski podložniki enako kaznovani za upor, z eno izjemo, da pač se zakupniki gospodstva, ki se pač tudi zamenjajo z Levico v začetku 16. stoletja, ne odločijo tako kot večina kranjskih in nekaj štajerskih in koroških, da bi podložnikom kot stalno variantno dajatev dali ta puntarski denarič, ki ga lahko vidimo tudi potem, ko nasledimo skozi obalje še celo 16, tudi še v 17. stoletju in naprej. Dejstvo je, da se, ko vladar zahteva pobiranje posebnega enkratnega davka za ta upor, ki je, bomo rekli, neka odkupnina za to, da vladar da upornikom razen vodjem upora neko zaščito pred preganjanjem, pred drugim kaznovanjem, se plača en poseben uporniški davek, ki ga pobirajo deloma sami zemljiški gospodi, deloma pa obveščence, recimo na Kranjskem obveščenci deželnih stanov. Kasneje pa, koliko ta davek ni pobran tudi v bistvu obveščenci komisije, ki ponovno imenuje vladar. No in Tolminska ta davek plača. Pobirajo ga že takratni upravitelji zemljiškega gospoda. Tisti problem Tolminske pa v tem, da tega denarja oziroma tega pobranega davka ne predajo komisarjem, ki so poslali strani cesarja, ampak ga zemljiški gospod drži zase. In je, ko ga pač pride potem ta zemljiški gospod v nemilost pri vladarju, tudi evidentirajo med zlorabami, ki jih je ta zemljiški gospod delal v svojem zemljiškem gospodstvu. Poleg tega, še gre v bistvu ta glisenški meščan, ki je zakupnik gospodstva še tako daleč, da v bistvu določi še kar dva uporniška davka in jih pobira od samo nekaterih vasi znotraj gospodstva, kar pa sploh v bistvu daleč čez neke privilegije, ki nek posamezni zakupnik zemljiškega gospodstva ima. To je vendarle privilegij vladarja oziroma nek, bomo rekli, v najboljšem primeru nek dogovor med vladarjem in deželnimi stanovi. Zdaj mogoče še malce naprej. Pravi, za ta začetek 16. stoletja je tisti segment, ki je zelo pogost, ki ga sprožajo posamezne prošnje, kolektivne pa individualne, ki prihajajo na dvorne organe in imenovanje posebnih komisij. Ena taka komisija, ki pride na Kranjsko pred uporom in za katero se deželni stanovi, zdaj za Kranjsko imamo kaljene zapisnike, zato vemo, da se intenzivno birajo. Imamo indice ravno z eno od teh komisij, ki je potem imenovana leta 1515, da pričakujejo, da bodo enako ravnali tudi štajerski in koroški, ki so še bolj grozni kot Kranjski. Da so v bistvu
deželni stanovi izrazito proti njim. In na taka komisija, ki pride poleti leta 1514 v Kranj, najprej v Kranj, potem pa v Celje, jo sestavljajo Peter Bonomo, Pavel Oberstein, še en človek, ki izhaja iz slovenskega ozemlja, verjetno je šlo za radoliškega meščana. Sicer se po literaturi pojavljajo različne navedbe o njegovi provenienci, bil prestovni prošti, bil predstavnik duhovščine v rektoratu Dunajske univerze. Svojo kariero je začel pa kot pisar v dvorni pisarni in verjetno tukaj začel svojo kariero, bomo rekli, uspešno kariero. V tej komisiji sta še 2 tržaška meščana in en predstavnik dvojnega sveta. Ta komisija je plačana posebej strani vladarja, vidimo iz njega dopisa, da jo posebej plačajo. Tudi niso vsi člani komisije zadovoljni z njenim delovanjem, vsekakor se pa pritožujejo vladarju, da je zadev toliko, da v bistvu jih niso sposobni obdelati. V tistem času so bili na voljo, da so bili 14 dni v Kranju, da so bili pa še 14 dni, ne bi še 14 dni v Celju. In ena stvar, ki uide te komisije, ker pač izmanjka časa, so tudi pritožbe brežiških podložnikov, kjer potem imajo malce kasneje še eno komisijo, ki je bolj sestavljena z bomo rekli lokalnih uradnikov in tudi potem temu primerno odloča samo o določenih zadevah. In je en od segmentov, na podlagi katerega tako deželno pensijo na Kranjskem kot deželno pensijo na Štajerskem dokazuje vladarju, da so te komisije neuspešne, ker ne rešijo konfliktov, pa povzročajo samo nove in ti konflikti so vedno hujši, slej ko prej eskalirajo v uporu. Zdaj mogoče je rešila zelo hitro, da bomo gledali o vsebini sami. Komisije so imenovali potem tudi leta 1515. Po tej prvi fazi upora, po tistem, ko se imenuje, ko vladar da dovoljenje, da plemiška vojska zatre upor, vladar napove prihod nove komisije. Najprej vemo, da napove Kranjskim deželnim stanovom na zasedanju avgusta. Kranjski deželni stanovi sicer vladar rečejo, veste, slišali smo, oziroma tako vladar v svojem, rekli temu, prek svojih poslancev sporoča, da vedo, da Kranjski deželni stanovi ga tudi njega malce obtožujejo, češ da je na strani upornikov, ampak meni, da je komisija tista, ki ne reši te zadeve. Komisija ima težave s svojo sestavo, nekateri že imenovani člani komisije odstopijo, med drugim tudi štajerski deželni glavar, novi štajerski deželni glavar Dietrichstein, vendar je pa tam recimo v novembru pride na Kranjsko in začne z preiskavo. Zelo zgodaj odpošlje od poslanice v Tolminsko. V Tolminsko ne poberajo samo z ostalega tega puntarskega davka, ampak nam zapišejo še en cel kup pritožb, kar se očitno zelo hitro razve med Kranjskimi deželnimi stanovi. In Kranjski deželni stanovi tik pred novim letom tega leta skličejo zasedanje, na kateri se ostro pritožijo proti tej komisiji, češ da posega v pravice posameznih zemljiških gospodov. Posebej intenzivno v tej kampanji sodeluje Pavel Rasp, ki je v bistvu upravitelj velikega frajzniškega posestva Loke oziroma Škofje Loke. In že Rasp v svojih pismih Škofu ves čas pišejo o tej komisiji, o tem, kako poskušajo poslati te svoje polnomočnice, da bi v bistvu te polnomočnici ne samo pobrali ta davek, ampak prisilili podložnike, da govorijo oziroma da se pritožujejo proti svojim zemljiškim gospodom in še več. Zdaj bo ti pooblaščenci, tudi poslanci, izvedeli tudi, kakšni so prihodki teh gospodov. To je pa tisti element, katerega Kranjski deželni stanovi niso želeli razkriti, ker je bilo vedno eno pogajalsko izhodišče do vladarja v odločanju o izrednih davkih in o tem, kakšne prihodke sploh ima kateri od zemljiških gospodov.
Zakaj? Zato, ker v bistvu, ko leta 1515 ti pooblaščenci hodijo po rominskem gospodstvu, ne pišejo samo pritožniških podložb, ampak marsikateri zadevi napišejo tudi, kakšne kazni so bile izrečene, spravi, koliko denarja so plačali podložniki za nek delikt, za neko kazensko ali v neki kazenski ali civilni pravdi, spravi, koliko so plačali nekega denarja zaradi nekega opiranja, to je en segment, in tudi kakšne kazni so dobili oziroma kakšno škodo so utrpeli zaradi tihotapljenja. In na tak način, ali še, kar delajo sezname, dobijo tudi nekaj pogledov, tam sploh nekih hup imajo določeno zemljiško gospodarstvo. In to je postalo zelo hitro zapisnik tega zasedanja, tega pohoda rominskega gospodarstva z konca novembra in že konec septembra je že zasedanje Kranjskih deželnih stanovanj, katera se ostro pritožil proti temu delovanju, navedel še nekih drugih ekscesov, ki so jih imeli tudi polnomočenci te komisije drugod v Kranjskem. In ta komisija je tako dojame ta dogodek tako hud, da takoj pošlje cesarju svoje, to je mogoče treba prekreče, spravi, Kranjski deželni stanovi se odločijo tudi, da pošljajo svoje poslance, svojo knjižno prošnjo na dvor. Eno od teh pošljajo po dveh pooblaščencih, teh dveh pooblaščencev ravno Pavel Rast. In če preden odide ta na Dunaj že v bistvu člani komisije pošljajo svoje poročilo o vladarju, v katerem pravijo, da odstopajo od te funkcije, ker pač nima več temu rekli zaupanja pri deželnih stanovih in da vedo, da bo na Koroškem in Štajerskem kamere ta komisija še šla. V bistvu vse je samo še hujše in naj komisar rajo imenuje druge komisarje, ki bojo imeli neko zaupanje pri lokalnem plemstvu. Vladar v tej pritožbi prošnji Kranjskih deželnih stanov takrat ne odloča, sklicuje se na vojno z Velickom, oziroma avstrijsko-beneško vojno, ki jo treba rešiti. Deželni stanovi še večkrat potem se pritožujejo glede tovrstnih komisij. Že leta 1516, potem pa tudi v času tega velikega upora v nemških deželah leta 1525, vedno znova cesarja Pezara Pletka so storile te komisije, rešili so nobene stvari, ustvarili so nam samo nove konflikte in še, ker so očitno tudi v deželnih stanovi v tem času kar mislim, da kar nekaj segmentov konflikt obstaja, tudi na bojni nogi z deželnim Macedonijo. Nekaj indicev je v gradivu, jaz nisem šel še vseh pogledati, ampak en del je povezano z plačevanjem dajatev deželno-knježnih mest in podobno. Deželno-knježna mesta so pa del deželnih stanov in podobno. To je res pogledati vse, točno kateri vse segmenti so bili konfliktni v tem odnosu med deželnim Macedonijo in deželnimi stanovi. Vidimo, da recimo tudi posamezni plemiči, verjetno tudi zaradi celotne klime, politične klime, ki jo zastopajo deželni stanovi, večkrat izražajo to neodobravanje delovanja tovrstnih komisij. Vemo, da recimo leta 1514 na to zasedanje te komisije ne pride recimo takrat lastnik oziroma zakupnik gospodstva Brdo, Jurij Ek. Vemo, da nekaj podobnega izrazi tudi Reichenburški, ki je lastnik Brežice, ampak vendarle tam očitno na zasedanju te komisije sodeluje, ker je pač so sprejeti sklepi so sprejeti, komisija sprejema pri določenih pritožbah, sklepi zgolj v primeru, če sta prisotni dve strani, spravi tako podložniki kot zemljiški gospod ali njegovi opolnomočenci. Recimo rominsko gospodstvo za to komisijo 1514 vemo, da sta v bistvu šla skrbnik in sodnik na zasedanje te komisije. To bom zdaj še malce hitreje. Tukaj recimo, ne hitro, ta je ena pritožba povezana z drugim delovanjem komisije, v drugim leta
2024, moramo točno, da je ta komisija šla spraviti drugo polovico leta 1523 in prvo polovico leta 1524 je bila na Tolminskem. Tukaj je pritožba in vdove, ki v spodnji investici pove tudi, da je šla svojo pritožbo pri komisarjem v Ljubljano, v Kranju, v Gorico, ki so vsi se priznali pravico, ampak potem zmišljal gospod te pravice ni upošteval. Pa teh sklepov teh komisij ni upošteval. To je zapisnik sklepov komisije iz leta 1514 v primeru Pohogradskih podložnikov in Gašperja Lamberga. V bistvu sklepamo, so v bistvu sta dve pritožbi, ki sta ohranjeni v dvornih arhivih, verjetno povezani z sklepi te komisije. In v enem primeru je podložnik je to prošlo napisal celo imenovano v tem sklepu, v enem primeru pa je šlo samo, in bil sklep bolj splošen zapis, je pisalo samo nepravičnosti, ki so se zgodile v sodstvu, naj se odpravijo. Prvo povezano s tem, da so v bistvu enega od podložnikov zaprli na svobodnem segmu v Ljubljani, skupaj z njegovim vajencem. Vajenec je v času preječe v Ljubljani umrl, on pa je v bistvu njegov premoženje pa takoj veliko škodo. Drugi, ki je pa povezan z v bistvu nasledstvo na kmetiji, pa v teh sklepih neposredno omenjen. Torej, tukaj je začetek teh sklepov, ker točno vidimo, da so prisotni obe strani. In tisto, kar je, samo šla, da tole bomo se govorili k temu kasneje, to je pa zdaj še sklep te odločbe komisije, ki kaže, da so sklepi zapisani. In tisto, kar je ključno, da v tem primeru jih je zmički gospod sprejel, podložniki pa ne. Zdaj bomo videli, zakaj podložniki niso bili zadovoljni sklepi te komisije. Zgodba se razvija naprej, podložniki se odpravijo s pritožbo na sklepe te komisije do dvornih organov. Maksimilijan izda prvi patent, v katerem zahteva tako od podložnikov kot od zemljiškega gospoda, da se sklepov držijo. Spravi potem, da dvorni organi ponovno pregledajo te sklepe, ugotovijo, da so sklepi komisije pravični in edini primerni. In Maksimilijan pošlje še en patent na Kranjsko, v katerem zahteva samo od podložnikov, da se držijo teh sklepov. In malce nekaj, niti ne mesec dni za tistim, ko je ta drugi mandat cesarja Maksimiljana, v Kranjski deželni stanovi, dogodki povezane z sklepi te komisije in z nadaljevanjem pred drugimi organi označijo kot začetek kopiranja na Kranjskem. Gremo pa pogledati, kako je to. Nekje druge bomo videli še eno drugo tabelo, ker sem malce povedal, da so tako ti sklepov več kot 20. Med njimi so sklepi, ki se nanašajo na kolektivne pritožbe in sklepi, ki se nanašajo na individualne pritožbe. Malce česa vam ne bom povedala, ampak če hočemo malce razumeti to dinamiko, mislim, to zelo zanimivo dinamiko, da je treba kaj pokazati. Večino sklepov te komisije večina sklepov te komisije ni dokončnih. Samo v 8 primerih komisija da dokončne sklepe, v kar 11 primerih od 21, kot imate v primeru, da smo dali številke, ki imate pa še v bistvu podelniših, pa komisija preda odločanje in sedomu, ali v sedomu v sodniku, ali v sodniku in zakupniku. Vse skupaj pa se posvili je 28, in tukaj je, ki timu pa pozabim. Zdaj je tudi zdaj drugi stolpec, pa je tisto v sedomu 11 primeri, katerih odloča, so 4 primeri individualnih pritožb. Spravi od 4-7 je potem takih, ki so povezani z nekimi kolektivnimi pritožbami, v sodniki zakupnika pa recimo 6 kolektivnih in 2 individualnih.
Ok, zdaj pa še vidimo, kaj komisija odloči, o čem komisija odloči in kaj preda drugim organom. Komisija odloči, pač cesarski davek izvaja, to je prva pritožba, higra pritožbe, prva pritožba vsakega tistih pritožbah, kjer tovrstna pritožba obstaja, zdaj recimo po Kongresu slovenskih bolnicah, po Kongresu je ta, zato so izredne davke, ki jih vlada zahteva od deželnih stanov zaradi povečanih potreb, zaradi različnih vzrokov, najpogostejših v teh letih pred 1515 vojno z Bolniško republiko. Poleg nekaj stvari, ki so povezane z temi, bomo rekli, deželno-knježnimi posesti, ki so dani na zakup, se pravi neprekidne pravičnosti v pravdah, ne se odpravijo, kaj se tudi povezane s tem, se pravi, gre za sodni postopek, tudi v tem času, ko se odmerajo sodni postopki. Škodo, ki povzročil na poljih eden od konj enega od namrgov, da se vrne, ker niso tudi zdravniški pritožbe bili glede teh dolgov, oskrbnikov, njihovih službencev, cel kup. Škode in drugega ne vem, če ne povzročajo več. Šlo je tukaj še za nekaj ravnanje enega od nagrapahov in tukaj so še posebej dodali, da je za njegovo ravnanje odgovoren deželni Licedon. V neprečni praznik je tudi določa, Licedon tudi tisti, ki je prišel se tudi naprej biti. In recimo, glede na voljenih podles, v bistvu so zahtevali kolesa, ki so v bistvu imajo neki obod. Nisem še uspela pogledati, kaj je bilo tukaj izvajalniki. Nek problem je bil z vozovi, verjetno vožnja po cestah in tudi to je bil nekaj konfliktov, ki so bili v Kongresu. Zanimivo je pa, da sta vsaj tri zadeve povezane z res prestolnico Licedona in povezane z neagrarnimi aktivnostmi podrožnikov. Ne ena zadeva je povezana s poprom, ker je prišlo za trgovino s poprom, potem je bil ena tožba bila povezava z potjo, tovorno potjo z vinom z Vipavsko, očitno je predstavljena neka mitnica. Se pravi, ti slepi so tako zelo sogobarni, potrebovali še kup gradiva, da bi mogoče kakšno stvar lahko razložili. Tudi glede določenih zaplem posesti je odločal Licedon, tudi glede določenih posestnih in pogodbenih sporov je odločal Licedon. In tudi glede, verjetno, piše samo zaplenjene živine, verjetno je povezano z neko živino, ki je povezana s kontrabantom. Komisija je tudi odločila, da pač ne more po Kongresu so očitno na nek način prišli v konflikt z res zemljiškim gospodom, ki so zahtevali njegovo odstavitev. In komisija je rekla, da pač nima pristojnosti, da odstavi zemljiškega gospoda. Zdaj, mogoče, ker se nam res že mogoče malce mudi, bi pokazali, mogoče so ti sklepi komisije v Kongresu podobni tistim pesmi Grad gori, grob beži, se pravi, večina nekaj pritožb so odpirane neposredno proti zemljiškemu gospodu. V Tolminskem primeru, tako sem zapisal prošenje 1515, zapisal porošenje 1525, pa nekoliko drugače, kar nekaj pritožb je usmerjenih proti oskrbnikom gospodstva, se pravi glavarju, sodniku, tistim, ki postavi ta zakupnik zemljiškega gospoda, ki ni ves čas v gospodstvu za upravljanje tega gospodstva. In naredila sem dve analizi, ker sem pač že naredila bazo teh podatkov. Zdaj za leto 1515 je tak, spravi, vendar je v 31 primerih se kmetje pridružujejo direktno proti lastniku zemljiškega gospodstva. V vseh ostalih primerih pa so to njegovi upravitelji ali pa šlo tudi so nekaj časa eno leto upravitelj, odlično časa pa sodnik. Zelo kratko, manj kot 1% pritožb pa še za moj haus kot zakupnik še 1511 za prejšnjega upravitelja gospodstva, neposredno pri tistem gotovinsko gospodstvo pridobilo nazaj od Bolniške republike. Če pa pogledamo po iste pritožbe po vrednosti
kakšna je osebina pritožbe, jaz dobil malce bolj en pogled. Zakaj so v bistvu je vedeti, da se v teh pritožbah 1515 komisarji načrtno zapisujejo del pritožb, določen del pa jih ne zapisujejo. Zakaj to lahko trdimo, ker imamo neposredni primerjavo z recimo slabih 10 let pozneje, ker komisija zato, ker želi odstaviti zakupnega gospodstva in pokazati, da v bistvu od gospodstva dobil več dohodkov, kot je plačal zakupne vsote, išče še določene druge podložniške pritožbe. In tukaj vidite, da recimo je 27% vseh pritožb povezanih z konflikti, povezanih s kontrabandom in zapljenjem premoženja v tem segmentu. Kar 29% jih je več kot zakon kontrabandih povezano s kaznimi, bodisi se zato, ker so bile naložene zelo velike odškodnine, bodisi zato, ker zemljiški gospod ni sprožil kazni, kakršnekoli sodnega postopka, bodisi zato, ker je pač naložil višjo kazen, kot je recimo določena strani več. 22% je povezano z različnimi dolgovi, ki jih ustvarjajo skrbniki zemljiških gospodstv, 15% je povezano s iskanjem informacij povezanih z samim uporom. Tisti element, ki je v bistvu edini element, v katerem odloča Similan za dvoriške posesti leta 1515, pravi problem z Dago, je samo 3% v celotnem segmentu pritožb, ki so tam zapisani leta 1515 in procenti pa odgledajo tudi informacije o morebitnem izdajalstvu, ker je to vendarle čas vojne za tisti segment pritožb, ki so recimo sodelovali z nasprotnikom. Tukaj pa zdaj še težo pritožb glede na vrednost v tem prvem vzorcu. Zdaj vidite, da v bistvu vse, kar tale delež povezan z kaznimi izrazito povečan 46%, kontraband, vrednost kazni pri kontrabandu je višja. Zdaj, če radimo, jaz tukaj za 23-24 teh pritožb, oziroma teh zapisov več kot 900, sem naredila v bistvu samo prvo analizo po sami vsebini pritožb, ne pa po vsoti določene pritožbe. Tudi pa vidite, da v bistvu kazni še vedno predstavljajo zelo velik delež, hkrati se nekoliko zveča, 16% povezani z uporom. Dejavnosti povezane s kmetijo, spravi ob prevzemu kmetije, včasih tudi nepravilno, ali pa bomo rekli stališča nekega lastnika nepravičnimi dejavnostmi glede na status kmetije, ki je kupna ali podobno, je takih pritožb 12%, povezanih z obravnavanimi dajatvami pa je predvsem, če tudi komisarji že leta 1515, da pišejo, da so na splošnem poročilu k tem pritožbam, da pa so to nespoštovanje v varu zapisanih pravil en od zelo pomembnih segmentov kršenja nekih prestopkov zemljiškega gospodstva. Je pa tudi leta 1523-24 samo 1% in še te pritožbe so dostikrat povezane, ne vem, recimo s tem, da v bistvu v nekaj trenutku stiske ne dobijo nekega odpusta, začasnega odpusta, plačila dajatev ali da zahtevajo tisto leto plačilo določene dajatve, določenega recimo vrsta žitek, recimo zaradi nekih okoljskih dejavnosti slabše obrodilo in mora potem tisti podložnik prodati nekaj, da lahko kupil točno določeno vrsto žita, da je plačal to dajatev ali pa šlo tudi v nekih določenih primerih za dvakratno pobiranje dajatev. Spravi, so že plačali dajatev in potem so zahtevali še enkrat plačilo istih dajatev. No in tisto, kar sem malce vseeno zračunala, pač še tukaj je v tem primeru so zračunala samo ekvivalentov, vse različne vrste denarja sem dala na isti imenovalec, imenovalec, ki je tudi računski imenovalec te komisije, to so klerenski goldinari. Med tistim, kar so limitirane kazni in tisto, kar so komisarji ocenili, da so dohodki, pri tem nisem upoštevala vse kazni, ki so bile dane ali pa vzete v
naravi, se pravi, vsi govorni kravi in podobno. Medtem ko v prejšnji, tudi tiste slajde sem prikazala, sem poskušala narediti tudi neko protivrednost, se pravi, odzetega tega materialnega premoženja, pri čemer sem upoštevala, da sem vzela najnižjo vrednost, v teh primerih mogoče določiti točno vrednost, ne vem, nekega vola pa nekega konja, so vzela pač najnižje vrednosti, ki so se pojavljali v teh pretožbah. No, tudi recimo, ki imam s tem končala, recimo, da so oni, to so recimo pisali odločili, da so dobili z naslova denarne kazni, za tako v civilnih kot kazenskih zadevah, da je dobil zemljiški gospod od 5 do 6 tisoč godinarjev, evidentirani, se pravi, samo denarni, tukaj imam različno podajanje v 2028 godinarjev. Vseh davkov puntarskih, ki jih je dobil, ki jih je neopravično zadržal, je dobil 1296 godinarjev, te razne relacije o predaji, kmetije so znašale skoraj 500 godinarjev in oni so ocenili, da so dobil z liberalnimi dajatimi vključenimi desetinami za kmetov stanov 5498 godinarjev v vseh letih, ko imel to gospodstvo v zakupu. Kolega, ki tukaj sedi v publiki, je zračunal, da je bil ta znesek že povralil že na letni ravni. Mislim, na letni ravni z njih, če bi se zračunali, kakšne so dajatve na letni ravni, bi dobili dosti višji znesek, kot so ravno zanimljivi komisarji. Na drugi strani so vzeli kot tisti deli, premena predaja, spravi zakupno vsoto, ki je dobil, ko je gospodstvo prevzel, potem je imel še dve obveznosti povezani z obnovo gradu, da je za obmeno gospodstvo. Grad je bil poškodovan v potresu. V teh pritožbah vidimo, da zagotovo se potrli stolpi v gradu, ker so bile v teh stolpih ječe in v eni ječi je ta potres zasvojen od zapornikov, ki je umrl. Če ne gledamo se srednja poročila, ki jih imamo z raznih kolonistov, ki imamo nekaj srednjih dokazov, v bistvu je bil kar rušen ta potres, to je bil za najmočnejši potres na slovenskem ozemlju, ta idrijski potres leta 1511. No in še en del stroškov, ki smo priznali, je povezan z vzdrževanjem vojske. No in kako se sicer te stroške prikazali, kot so ogromne, pa vendar je se pomembno zagotovili, da bi mogli svoje stroške vzdrževati 12 vojakov. Smo 12 na cesarske stroške in še v enem določenem momentu so me prosi pozvali na Dunaj, da naredijo obračun, ni prišel na Dunaj in takrat naprej večeroma redar ni imel nobene obveznosti več za v bistvu varovanjem tega delta. Mogoče jaz tem slajdom zaključila, pa bi res mogoče še kakšno vprašanje, da ga zastavite. Hvala za to zanimivo predavanje. Bili ste pozvani k besedi, nadalje. Jaz nisem povedal. Moje to bolj za res omenila si navoljene koleso. Pregovor pravi, kdor maže, pa vozi. Kdor pa ne maže, se pa piše pritožbe, mora biti v primeru sam sebi. Ampak malo primerjeno vprašanje pa ne pravi strošno. Vprašanje je čisto začetek, kjer si dobila v obove podložbe. Ali v virih arme nadrkan ali Dimutike. Arme. Ki pa je napisal Dimutike. Ja, tako. No, potem pa taka, se mi zdi pa bolj bistvena, da se ne bomo tega kakšnih utvarjali. Namreč ti si uporabljala izraz radar, tako zelo sprošen in pa cesar. Vsi gospodi si pa pokazala, oziroma dobila, razen Ludrofa, so bili pa tudi ženi knjezi Modrne Avstrije in tako naprej. Jaz sem seveda pripričan, da je vse, ampak 95% prošenj, ki so naslovljene sicer formalno na cesarja, ker ima pač tak čin,
ampak v funkciji deželnega kneza. Tudi sem takrat pa moramo razumeti. Cesar se, če ne bi bil istočasno tudi deželni knez, takrat se v Avstriji s takimi stvari seveda ne ukvarjali. Prvič, predvsem zato, ker so bile to iz delokroga deželnega kneza in tudi deželni knez in potem oziroma njegov dvor, njegova pisarna, ne pa cesarska pisarna, je to potem reševalo. To se tudi zelo dobro vidi iz tega boje pritožbe reševal, se pravi vice doma, pa včasih deželni vlada pa nadomestnik upravitelj. Iz 20. let 16. stoletja imamo v našem arhivu par takih primerov, ki pa potrebujejo, da se pokazali, se pravi, gre za pritožbe, recimo z Kranjske, Gradec na Dunaj, ki je pač takrat vodna pisarna podelovala. In potem so napravili prepis in s tem dopisom, z naročinom nazaj na Kranjsko, tudi se bomo poslali to sopiko, zato tudi navadno vse so pisane z isto pisavo in niso navadno datirane. Zato se je pač procesirala ali neka komisija ali posameznik. To se mi zdi, da je dobro, da se zavedamo, spravi, da dejansko ni cesar ali cesarska pisarna, da se ukvarjamo, ampak že knježna avstrijska dvorna pisarna. Ja, in še mislim, še en pomemben segment, ker pa v bistvu je še stvar dokončnega dokazovanja. Jaz mislim, da je zelo pomemben element igra tudi dejstvo, da se gre v veliki večini primerov za zakupno gospodstvo. V tem segmentu ne zastopa cesar vladar, samo kot deželni knez, ampak tudi lastnik tega, kot končni lastnik teh posesti. Zakaj me navaja na to domnevo, malce posredno, ker imamo pač tudi pritožbe enega, bomo rekli, zasebnega, mislim, poleg, da ne govorimo o Škofji Loki, ker se v bistvu vse konča na tej ravni statusa quo, ne rešimo ničesar, ne samo pritožbo vse in smo srečni, da se ne dogaja nič več naprej. Imamo še pritožbe podložnikov Bleda, ki je jasno iz nekega konteksta teh pritožbah, da tudi grejo na komisijo v Kranj leta 1514, v katerem v bistvu oni svoje pritožbe proti zakupniku, kot tudi gospod Bled je sicer formalno pod Škofom v Brixnu, ampak v zakupu. In prva instanca, ki vam oni zaslovijo, te prošnje, tukaj se potem tudi celotna sled teh pritožb konča, je na lastnika teh gospodstva in to je Škof v Brixnu. Tako da jaz mislim, da gre za nek razvoj, ki v bistvu je povezan z lastništvom in s politično funkcijo vladarja v nekem, bomo rekli, deželnem okolju, ki pa, kot kažejo ti zgodovinarji, vendar je slednjič, pa vendar je postane neka splošna pravna praksa, po kateri ima vsak, pomenil se vidi potem po deležu najširši del prebivalstva, najmanjšo sicer, ampak možnost, da mimo deželnih stanov pride svojo prošnjo neposredno do vladarja. To je tisto, kar poudarjajo vsi zgodovinarji. Da v bistvu ni instanca, prek katere lahko najnižji del podložnikov dostopa do vladarja prek deželnih stanov, ampak da ima neposredni stik z vladarjem. To je tisto, kar poudarjamo. Je pa to ena geneza, ki izhaja verjetno bolj iz res neposrednih povezav, konkretnih povezav, ki jih ima vladar z nekim, bomo rekli, podložnikom kot končni lastnik nekega znička zastopa. Hvala še. Jaz sem mogoče še povprašal bolj z tega splošnega pravnega vidika, koliko človeško predmet analize tvoje pa tega tehničnega projekta bil neko razumevanje prava v SSVI subjektivnosti, se pravi, da se sklicujemo na pravno pravo, da je bolj za neko splošno sklicovanje na pravičnost, da ne vem, da se na božjo pravičnosti nasljedno oziroma z gospodo zgore, kakšne je ta razumevanje prava in pravičnosti, da se pa Ja, zdaj dejstvo je, mislim tako, načeloma, jaz pogrešam v tej raziskavi malo več povezavi z tudi nekim razvojem prava, pa te kodifikacije prava, ki se dogaja ravno v 16. stoletju,
ker jaz mislim, da bi moral biti en segment, ki ga bi bilo treba tudi analizirati. Jaz sem malce gledala te prošnje, zdaj mogoče še en kontekst, ki ni nepomemben. V enih prošnjah je točno videti, da nekdo napiše to prošnjo za podložnike. Jaz sem v teh terminskih primerih videla, da imajo podložniki v določenih primerih svoje zastopnike. Spravi, nekdo drug v njihovem imenu njihovo pritožbo predstavlja komisarjem. Recimo, je to jasno in za komisarje v policiji in za komisarje v Ljubljani. Dejstvo je, da se domneva, da za določen del teh prošnj piše tudi duhovščina in verjetno, kasneje vemo, za tako imenovani zakotni pisarji, ki preganjajo po celi monarhiji. Malce je vsebina teh prošenj povezana zakaj to pravim, ker malce je vsebina teh prošenj povezana z zapisovalcem. Če šlo za nekoga, ki je bil pravnik, je znal vnesti določen element v to prošnjo in en element, ki se ga jaz našla v prošnji iz leta 1523-24, je, da Neuhausa povezujejo z tiranom in v eni od mnogih člankov, ki sem jih prebrala v oporih, je segment prava, ki se pravi že srednjega veka, ki dovoljuje, da se nekdo upre, če je tisti, proti kateremu se upira do njega tiranski. In to smo našli v teh pritožb individualno. Tako da, neke bistvene elemente, vsaj del teh pisarjev pozna in jih včasih inkorporira v prošnje, pa to res edina, ki sem jo našla in edina, ki ima res neko tako zelo, neposredno povezavo in z nekostjo, ki so v bistvu zelo včasih pozablja, ker pač tisto, kar najdemo recimo v prošnjah ali po nekih pritožbah ali po nekih zapisih, zapisnikov deželnih stanov, se tam pogosteje sklicuje na to božjo pravičnost. To pa je en splošen pojem, ki se v tem času izrazito uporablja. Tisti prav kontekst je povezan z upori, pa ta tiranskost in meni prošnji z leta 1523-24 se našla. Je pa to res bolj egzotika. Namreč čestitke, da je to češljeno predstavitev. Mogoče se malo preslišam, na katerem gradivu dejansko sploh temeljijo ti sledki? Kaj si vse vzela od vzeti? Torej, to gradivo je zelo, bomo rekli, razprašeno. Zdaj pa nisem pokazala, spravi, pritožbe v IBIS-u so v bistvu v tem korpusu prošenj. V bistvu ta segment pritožb iz Tolmina je povezan z delovanjem komisije 1523-24, ki je poslana na Tolminsko, zato ker prej Neuhausa zaprejo, ker se pač noče zglasiti pri dvornih organih. In v bistvu postopek, ki ga vodijo proti njemu, da mu lahko vzamejo to zemljiško gospodstvo, vzeti mu pa ga hočejo zato, ker je pač leta 1523 sklenjen mirovni sporazum z Beneško republiko in iz stališča zunanje politike ni primerno, da Neuhausa ostane še zakupnik tega gospodstva in je vse usmerjeno na to, da pač mu vzame to gospodstvo in da vladarju ni treba bomo rekli, tudi deželjemu knezu ni potrebno plačati nič, se pravi nič od te zakupne vsote. In v bistvu ta komisija dobi tudi zapis pritožb iz leta 1515, ki ga zapišejo drugi poslanci in vse to shranjeno v tem gradivu v bistvu zakupnih gospodstv. In tako v bistvu, če ne bi bilo to gospodstvo na meji in če ne bi bilo tako politično pomembno, da se odstavi Mihaela Neuhausa iz tega gospodstva, verjetno se to gradivo ne bi ohranilo. Tudi vprašanje je, ali se ohranilo še kje drugje ali ne. Če se je v teh stoletjih vse kakšno gradivo še kje ohranilo, pa da se je potem izgubilo, to je res mogoče malce bolj sreča kot kaj drugega, da se je to gradivo ohranilo. Te posamezne individualne. Tukaj en del teh pritožb, teh suklik je ohranjeno tudi v tem gradivu, vsaj zato mi v tem gradivu generalnih gospodstv. Pohokrajske pritožbe pa so ohranjene v Vicedonskem arhivu, kaj gre za posest Kiga in naravne dežele
pač nadzoroval celovni list tam. Ohranjeno brez kakšnega koli konteksta, v bistvu moraš poznati kontekst, da potem povežeš nek določen dokument z delovanjem z nekimi drugimi podatki, ki jih imaš. Hvala. Zdaj še zadnje vprašanje. Najbolj vprašanje je nekaj rekel. Na začetku je rečeno, da te prošnje večino nima datuma. Ja. Jaz vam v spominu, ko sem to še sem poslužil, ne bojo mentorca, ne uradno sicer, ne sem res videli, da je to. Ko sem jo sprašal, namreč jaz sem pač naredil na dokumentih, ki so blokirani, ki so ponovnika, razne vloge prošnje na denarja. Je rekel, da je to iz razloga vljudnosti, da je nevljudno, ko zakon navaja datum, češ da je to neke vrste pritisk na recimo v teh analizah, ki so delali tujci, se s tem niso, mislim, ti Avstrijci s tem vprašanjem niso čisto nič ukvarjali. Ukvarjali si se z drugimi stvarmi od tega, ali bi res lepo našli neko splošno formo, ali kje ne bi bila ta prošnja v bistvu izročena, na kakšen način, ampak s tem, zakaj ni datuma, pa z njim ne ukvarjali. Ker je zanimivo, da mišljajo ne v tej prošnji, govor ni informatirano, da ti posredno v to nekaj, ne? Že po zvoku delaš podpis gradiva, veš, tudi izračeno. Še en prav samo mogoče, ne gre za zakupne gospodstvo, gre za zastavljeno gospodstvo. Ja, nekaj je zastavljeno, nekaj je zakupna. Nekaj je bilo recimo zastavljeno, pravimo. Učinilo so zastavljeno, jaz mislim, da Veštansko je šarstvo, poznamo se tudi postavljeno. To je bi zakupljeno nekaj, ki so doplačeno na vsota, da mislim, točno določena vsota denarja. Ja, če jaz to razumem, ne, zastava je, da ti posoliš denar, ki zastavi, zato da ti bo denar vrnil. In to je bilo tromilo, recimo, ne. In se je bolj zato Gorna komora trobila dokazati, da je on pobral več denarja in da bi bilo treba vrniti te zastave. Medtem ko če pa zakupnina se plača zato, da ti iz tega sklada neke pravice v dohode po tem času. Podvajci so recimo mitnice zastavljene, ne zastavljene, zakupne. Zavedam se. Sem imel zadovoljeno obdobje, ko niso pogledali dohodke na tem mitnici. So bi to več. Torej se pravi, pri zastavi dejansko tisti diksinski škof v resnici de facto ni bil za ta čas in to je bilo 200 let, recimo. Potem, ko v primeru zakupa, lahko pa je pa to manj zavezujoče, da se da lastnik še želi deželnih mestnosti. Ker pač interes je bil dobiti nek dohodek, pa ne izgubiti možnosti zamenjave, če bo nekdo postal nelojalen. To je bil ključni namen vseh teh dogodkov, mislim, vseh teh pravnih, mislim, ekonomskih transakcij. Če mogoče to bi treba omeniti, sicer Republika je takrat to verjetno pozna, Kranjska je ena od dežel, kjer je bilo takih deželno-knežjih gospodstev izrazito dosti. In tudi verjetno zato so ti konflikti bolj opazni, sploh v 16. stoletju. Najlepša hvala. Hvala za potrpežljivo odgovarjanje na vprašanje in komentarje. Hvala vsem, ki ste se priglasili v besedi. In pa seveda, dragice, hvala za res izčrpno predavanje. Hvala tudi vam za obisk današnjega predavanja. Vabim vas ob tej priložnosti že na naslednje redno mesečno predavanje 20. marca, ponovno v tem prostoru. Iz starejše zgodovine gremo ponovno v 20. stoletje. Predaval kolega Dejan Pacek in sicer z naslovom Jugoslavija kot eksperimentalni teren vzhodne politike Svetega sedeža med leti 1966 in 1991. Tako da bil vabljeni tudi nadstropje višje na ogled potujoče razstave naših hrvaških kolegov ministra v srednjeevropskem kontekstu in pa prebiranje zadnje arhivarije meseca. Hvala Liljani Žnidaršič-Kovec za sodelovanje pri pripravi današnjega predavanja in lep teden že. Najlepša hvala.